V City teatru BTC so ponovno zasijale luči, saj je gledališka skupina Tihe stopinje premierno uprizorila predstavo Pet žensk, ki skozi zgodbe različnih oseb odpira vprašanje duševnega zdravja, osebnih stisk in pomena psihološke pomoči. Prva ženska se ne zaveda, da je deloholičarka. Ves čas se trudi pomagati drugim, nato pa se zazre vase in se začne zavedati. Druga ženska je nesamozavestna in sebe vidi kot predebelo. Tretja ima posledice odsotnosti staršev, saj jo je vzgajala varuška, od katere se je naučila reda in pretirane skrbi za čistočo. Četrta je doživela izgubo družine in moža ter ima občutek, da je obupala. Peta pa ima shizofrenijo in misli, da vidi ljudi, ki jih v resnici ni. Tako predstavo sem izbrala, ker gluhim, ne samo v Sloveniji, ampak tudi po Evropi in svetu, niso dostopne teme o zaprtosti vase. S to zgodbo sem želela pokazati vsem, da se lahko začnejo zavedati, kaj pomeni terapija. Številni mislijo, da terapija pomeni, da si bolan, kar ni res. Pomen terapije je, da ti pomagajo in svetujejo, zato sem izbrala to temo. Veliko gluhih misli, da to pomeni, da so zmešani. Ne, to te reši in ti pomaga. Vsaka vloga v predstavi nosi svojo zgodbo, svoje težave, svoje notranje boje in igralci so imeli silno težko nalogo. Sem psihoterapevt Andrej. Rad oziroma moram velikokrat pomagati ljudem, ki so v stiski. Imam 5 žensk in vsako od njih poskušam poslušati ter ji pomagati z vprašanji. Čakam na njihove odzive, da mi povedo svoje težave. Ta vloga mi je zelo všeč. Večkrat so mi kot predsedniku društva, kar sem bil včasih, in kot prijatelju, ljudje povedali svoje težave. Rekel bi, da je ta vloga idealna zame. Rad pomagam ljudem, rad jih poslušam in tudi dajem dobre nasvete. Moja vloga je Klara. Kretnja je taka, ima OCD, motnjo za red, oziroma mora biti vse pospravljeno in se težko prepusti temu, da bi bilo vse bolj sproščeno. Ampak ne, vse mora biti pospravljeno. Tak značaj sem prevzela jaz. Zame je bil to izziv, ker sem sama taka, da imam vse razmetano, sem neorganizirana in bolj spontano živim. Jaz sem večkrat pri drugih tolmačih Coda videla, ki so kot otroci tolmačili, da imajo nekateri zdaj nekaj zamer do znakovnega jezika, do gluhe skupnosti.
Pri izbiranju vlog oziroma izboru značajev sem hotela to vlogo dodati in v to vključiti tudi jezo zaradi preobremenjenosti. Na primer, vedno nekaj sprejmeš in potem samega sebe začneš kritizirati oziroma sovražiš. Na tak način pridejo jeza, zamera in razočaranje. Gledališka skupina ustvarja že od leta 1999. Lada Orešnik pa v skupini deluje kot režiserka od leta 2001, ko so imeli prvo premiero Zlata ptica. Letos Lada ni samo režiserka, ampak je nastopila tudi kot igralka. Tokrat je bila njena korežiserka, dramaturginja Tina Strel. Prvič bom tudi igrala, kar sem zelo pogrešala. Na Češkem sem velikokrat profesionalno nastopala, zato sem se ozrla vase in nisem hotela biti samo režiserka. Del dela sem predala drugim. V prihodnje pa si želim več igrati. To je psihološka igra in vloge so težke. Učili smo se in veliko ponavljali. Vlogo je treba začutiti v sebi, kar je težko. Mislim, da že 5. leto zapored pomagam pri scenariju. Letos pa je bila mogoče prvič izkušnja, da sem imela možnost režiserki bolj pomagati pri sprejemanju malo bolj pomembnih odločitev. Ta naloga mi je bila idealna. In upam, da bo še naprej šlo tako. Lada je tudi v igri, kar je odličen občutek. Zaupam v njeno igro, ker je res odlična. Ni bilo prvič, da je z nami zaigrala, tako da imam glede tega zelo pozitivne občutke. Take vsebine so pri ljudeh vedno tabu tema, še posebej pri gluhih, ko težko zaupajo ljudem, sploh zaradi komunikacijskih ovir. Predstava je priložnost, da se vsi ljudje začnejo pogovarjati o teh temah, o čemer se še vedno premalo govori, in se zavedajo, da niso sami, in o tem, da je zelo pomembno, da spregovorimo o svojih stiskah. Ta zgodba ni samo za gluhe. Je za vse, za gluhe, naglušne in tudi za slišeče. Želimo zaveščati, da gluhi ne bodo mislili, da je to za nore, kar ni res, ampak zato, da vidijo in premagajo stisko. Moj cilj je, da bi povabila tudi pedagoge, socialne delavce, zdravnike in študente, da vidijo, kaj sta gluhota in znakovni jezik. To je pomembno. Ta tema o 5 ženskah ni samo za ženske, ampak tudi za moške. To je tabu tema. Moški se zelo malo pogovarjamo, tako da mislim, da bo ta nastop odprl oči vsem, da imajo nekoga, ki bi jim svetoval, prijatelje, sorodnike in tako naprej. To je za našo dušo zelo pomembno. Med gluhimi se to pogosto dogaja.
tako kot tudi pri slišečih. Mi smo ljudje in imamo stisko, imamo veliko vprašanj, imamo težave. Menim, da gluhi ne vedo, na koga se obrniti, kdo bi jim svetoval, kdo je psihoterapevt, kdo bi jih poslušal. Ne vedo in zato večinoma to stisko potlačijo vase, zadržijo zase in trpijo, mučijo se v sebi. Zanje je še večji izziv, ker ne poteka v njihovem znakovnem jeziku. Težko pristopijo do psihoterapevta, ker ne vedo, kako bi povedali, in težko zaupajo tolmačem, ker ne vedo, če bo tolmač to res zadržal zase. Zato si želim, da to na odru izpostavimo, da tudi mi lahko dobimo psihološko pomoč in da, četudi je neprijetno, da zmoremo. Dvorana je bila polna gluhih, naglušnih in slišečih obiskovalcev, ki jih je predstava ganila. Med obiskovalci je bil tudi Jernej Gašperin, ki se je prvič udeležil premiere gluhih igralcev. To je bilo zame nekaj novega. Jaz sem bil prvič na predstavi Tihih stopinj. Lepo je bilo videti Lado, kako igra, in tudi Špelo, s katero sva igrala v predstavi, tako da zame je bilo to nekaj novega in ena posebna izkušnja. In tudi spremljati predstavo z večinsko gluhim občinstvom je bila tudi ena drugačna atmosfera, ki sem jo jaz vajen kot gledalec. Tukaj imajo zelo močno vlogo tudi tolmači, ker jaz v bistvu sem razumeval predstavo preko glasu tolmačev in tudi preko njihove interpretacije. Ja, sem skušal priti do... Videli smo duhovnost, resničnost in videli smo tudi, da je to možno premagati. Naj povem, da sem jokala, ker to v bistvu zelo razumem in mi to zelo veliko pomeni. Nekateri si ne upajo iti k psihologu, ker mislijo, da to ni normalno, in zadržijo to zase, kar je potem še slabše. Je pa dobro hoditi k njim, da to premagamo, da se izpovemo, da lažje živimo utopljeni in da nismo prazni. Vse lahko premagamo. Današnja predstava o senci, ki je ob tebi, je res zelo zanimiva. Je bolj psihološka, vidimo, kaj se dogaja v nas in kaj zadaj. Gluhi tega ne razumejo, ko pa vidijo primer prakse, pa vidijo in jim je jasno, kaj to pomeni. Ta predstava mi je zelo všeč, ker pokaže, da se v svetu res dogajajo psihološke skrivnosti, borbe. Vsak človek ima neke svoje probleme. Ta predstava je to odlično pokazala. Pokazala je tudi občutke. Meni je bila ta gledališka predstava najbolj všeč do zdaj. Želim še več takih zgodb, prikazov in nastopov. Te vloge so zelo težke in morajo za to vlogo imeti veliko moči, da to pokažejo pred vsemi ljudmi. Ljudje se bojijo pokazati svoje strahove. To ni enostavno. Gluhi so bili odlični in so sposobni pokazati svoje občutke med gluhimi in prav tako slišečimi. Kot sem opazil, imamo med gluhimi in slišečimi enake občutke. Razlika je samo v sporazumevanju.
Predstava Pet žensk je pustila močan vtis na obiskovalce in ima pomembno sporočilo, da nihče ni sam in da je mogoče s pogovorom, pomočjo in pogumom premagovati življenjske težave.